En lepo zdrav sem skupaj, moje ime je Kristi Žmahar in danes sem se odločila, da se dotaknemo ene tematike, ki jih v naših videoserijah nekako še nismo uspeli obdelati, vendar se mi je zdel izvrsten in krasen trenutek, da se dotaknemo tudi te teme, kajti menim, da vam bo prišla več kot prav in da vas bo zelo dvignila v neko novo energijo, kar pa je v tem obdobju definitivno potrebno. In o čem bomo seveda govorili? O kolektivni zavesti. Da, ste slišali o kolektivni zavesti. Torej najprej za vse tiste, ki se morda šele spoznavate z neko to potjo, torej pomeni duhovno potjo, pa malce še potrebujete pojasnila, kaj pomeni to kolektivna zavest, se bom potrudila, da bi na čim bolj preprost način vam razložila, zato da boste lažje razumeli, pa lažje tudi sprejeli te informacije in seveda z njimi predvsem nekaj naredili. Torej, kolektivna zavest je zavest, ki je nekako povprečje večjih zavesti, ampak preden bomo prišli do tega pojasnila, naj se najprej vrnemo na sam začetek. Kot duša, saj veste, gremo v inkarnacijo z plemenitimi nameni, da bomo dosegli izkušnje, ki si jih želimo doseči, in na podlagi tega seveda skrbno zberemo tudi akterje. To pomeni mamo, očeta, to pomeni našo družino, kdo so sorodne duše, ki nam bojo nekako prekrižale pot v življenju in tako. In to je tisto, kar ljudje večinoma vedo, to je tisto, kar ljudje vejo, da se dogaja, to je tisto, kar tudi čutijo znotraj sebe. Velikokrat se pa ljudje ne zavedajo, da zbiramo tudi državo in da zbiramo nekako so ljudi, ki so v tej državi, da bomo si nekaj delili, neke izkušnje, neka učenja. In kolektivna zavest je neko povprečje tistih večjih zavestih ljudi, ki se odločijo, da bodo na nekem območju se združevali in hkrati si nekako izmenjavali lekcije, učenja. Eni grejo recimo v tako inkarnacijo na določeno območje samo zato, da bi razsvetlili to območje, pomagali drugim sorodnim dušam. Nekateri nimajo tega namena, so tam samo zato, da izkušajo in prav je tako. Ampak nekako je prisotno, če se strinjate, če bi pogledali države, velikokrat rečejo, Slovenci so taki, Američani so taki, Švicari so taki. A veste, nekatere nacije oziroma nekateri ljudje v neki državi naj bi bili mirni, nekateri naj bi bili bolj temperamentni. Vse živo so jim že rekli, Mislim, da se strinjate. Nekako res tako velikokrat se uporabljajo te tematike, te so taki in to je odraz tega. To pomeni neka kolektivna zavest, ker vsi tisti, ki določen temperament, pa tudi kvalitete seveda želijo izkušati, se združijo v kolektivno zavest. Potem pa ta kolektivna zavest doživlja svoja obdobja. To pomeni, v nekem obdobju se dogaja to, v drugem obdobju to in recimo neko povprečje zavesti tam sodeluje. Seveda ne moramo zadev tako zelo posploševati, ker če pogledate Slovenijo, imamo veliko duhovno razvitih ljudi, veliko ljudi odprtih, hkrati pa na drugi strani so tisti, ki nočejo slišati o tem, imajo vso pravico. To ne pomeni, da nimamo skupne kolektivne zavesti, ampak to pomeni, da na splošno duhovnost sproža neko tematiko ali sproža, tega pa ne bi, hkrati je to nekaj znotraj nas, kar ne poznamo, ali pa čisto drugi ekstrem, ampak seveda je pa skupna tematika duhovnost. In v tem obdobju, zakaj sem se želela na to navezati, je predvsem, imamo tudi eno skupno tematiko v kolektivni zavesti, ki se je v tem obdobju razvijala in se bo še razvijala, in o njej sem predvsem začela razmišljati in sem se želela pogovoriti z vami na takle način, ker sem opazila, ker delam res veliko ljudmi, da se je kolektivna zavest v Sloveniji malce prevesila v strahove. Konkretno bom povedala, se mi zdi, ko poslušam ljudi, da je predvsem prisoten trenutno na kolektivni zavesti, to pomeni skupna tematika, rdeča nit, kakršenkoli strah pred izgubo. Strah pred izgubo varnosti, strah pred izgubo denarja, strah pred izgubo odnosov, strah pred izgubo neke prihodnosti, ki naj bi bila varna, ki naj bi nekako zagotavljala neko stabilnost. In veliko ljudi trenutno čuti ta strah pred izgubo. Ogromno je teh strahov na to temo in veliko ljudi se ukvarja morda z mislimi, s katerimi se prej res v življenju niso.
In glede na to, da se je veliko ljudi obrnilo name, ljudi, ki so bili včasih, razumete, zelo pozitivni, sedaj pa se sprašujejo, ali smo res varni, ali gre res kaj narobe, sem ugotovila, da nekako se je ta vpliv celega zunanjega sveta združil, kolektivna zavesa združila kot nekako malce temnejši oblak. In zelo rada bi s tem video spodbudila oziroma presvetlila to sliko in vam pokazala, kako lahko to spremenimo. Nihče ne želi lagati, mi vsi vemo, da se nekaj dogaja, mi vsi to čutimo, v redu, resnica je tukaj, ne potrebujemo si zatiskati oči, ampak resnica je pa tudi v tem, da se da čisto vse spremeniti. In seveda vam želim pomagati z nekaterimi koraki, s katerimi sem jaz v praksi ugotovila, da deluje, kako seveda to tudi storiti. Pa kar začnimo. Prva stvar, ki jo želimo ugotoviti, je sledeča. Ali ste sploh pod vplivom kolektivne zavesti? Kako to ugotoviti? Kajti, če želite nekaj zdraviti, če želite nekaj ozavestiti, morate tudi poznati izvor in seveda, ali to sploh vpliva na vas. In sicer, gremo za začetek ugotavljati to, ali ste vi pod vplivom kolektivne zavesti, tiste zavesti, ki smo ugotovili, da je trenutno malce prestrašena. To boste ugotovili tako. Prva stvar, ki sem ugotovila, da je najboljši pokazatelj, je ta, da ljudje, ki so pod vplivom kolektivne zavesti, so razvili v tem obdobju strahove, ki nimajo temeljev. To ne pomeni, da pravim, da ste si izmislili vaše strahove. Nočem tega povedati, nočem karkoli podcenjevati, vendar pa veliko ljudi, ki je padlo pod kolektivno zavest, prestrašenost, bojazen, karkoli se že dogaja, nimajo trenutno spremenjenih okoliščin. To pomeni, še vedno imate enako denarja, službe imate, odnose, seveda odnosi so vedno nekako turbulentni, ampak nekako pa tiste primarne okoliščine, ki vam zagotavljajo ta občutek varnosti, se v teh mesecih niso spremenile, kljub temu pa ste vi razvili strahove, kljub temu ste se vi začeli spraševati, kaj pa če nisem varen, kaj pa če nisem varna, kaj pa če bo rešilo kaj narobe, razumete? In kar naenkrat ta razmišljanja vzamejo zelo veliko prostora v vašem življenju, to pomeni zelo veliko fizičnega časa, kjer se vi to sprašujete, kljub temu, da naslednji dan nadaljujete življenje, prav tako, kot ste dan poprej. Tisti, ki imate spremenjene okoliščine, povsem razumem in je treba graditi neke druge temelje, ampak danes se konkretno pogovarjamo o kolektivni zavesti. Torej, če se vam to dogaja, pomeni, da ste padli pod nek skupen vpliv in ne skrbite, v naslednjih korakih bomo tudi ugotavljali, kako se spraviti ven iz tega, to vam bo vsekakor všeč. Kaj je še en odraz, recimo, kolektivne zavesti, ki vpliva na vas? Slaba fizična počutja. To pomeni dobesedno, da imate vrtoglavice, slabost ali, razumete, neka zdravstvena stanja, ki se na prvi pogled zdi, da nimajo osnove v nekih fizičnih bolezni. Morda ste celo obiskali zdravnika, so vam izločili bolezen, ampak vi se počutite, kot da vam res zdravje peše in da se zelo slabo počutite. To pomeni, da iz tega temnejšega oblaka črpate nižje energije in ko se to dotakne telesa, to vse skupaj potegne navzdol in morate vedeti, da so naša fizična telesa izjemni pokazatelji tega, ko gre nekaj z energijo narobe. Seveda se zato jih imamo, da kot duša lahko izkušamo in prejemamo kakršnekoli informacije glede nas samih in glede vsega, kar želimo doživeti. Tako da to je definitivno naslednja stvar. Razmišljanja, ki jih do sedaj v življenju niste imeli. To pomeni, da se v življenju določenih tematik sploh ne bi dotikali, da določene negative sploh ne bi širili, da sploh ni resonirala z vami. Sedaj pa kar naenkrat vi sodelujete pri tem, morda celo sami sebe zelo presenečate, da to počnete, vendar si rečete, ja, je pa treba tudi o tem govoriti. Vendar, če včasih ni resoniralo z vami, če včasih tega niste počeli, sedaj pa ste to spremenili, ste definitivno na poti, da se pridružite neki energiji, za katere nisem prepričana, da si nekako želite biti del teh energij.
Kaj bi še povedala glede kolektivne zavesti? Efekt spužve, jaz temu rečem. Efekt spužve, kamorkoli greste, to pomeni, morda ste doma še v redu, vendar kamorkoli greste med ljudi, karkoli se pogovarjate, se kar naenkrat počutite, veste, tisto na hitro fizično izčrpani, oziroma kot bi nekdo izpil na hitro iz vas energijo, ne? Tako mi smo zdaj v tem obdobju, ko smo se odločili, to vam moram povedati, da se bomo nekako vsi učili iz te skupne energije, ampak nekateri ljudje bomo to izbrali in bomo presvetlili, nekateri bodo pa to samo izkušali. Vprašanje je zdaj, kaj si vi želite. Jaz bi vam rekla, da vkolikor ste kakorkoli pri sebi zaznali težka čustva, slaba počutja, tesnoba, žalost, panika, morda celo ta pretirana razmišljanja, ki vam ne dovolijo spati, vsekakor ostanite z mano v naslednjem koraku, kajti prihaja tisti najpomembnejši tretji del, v tretje gre rado pravijo, ne, kjer bomo ugotovili, kako se pa tem soočiti in kako se spraviti ven iz tega in zakaj imam jaz tako neverjetno željo, da bi vam to povedala, kajti, če nas je veliko, ki bomo sedaj to naredili, če bo veliko tisti, ki boste slišali to sporočilo, se bomo tudi mi združili v kolektivno zavest, kar pomeni spremenili na bolje. No, to je pa tista dobra informacija in tista sončna stran kolektivne zavesti, zato sem vesela, če boste ostali z mano še v tretjem koraku. Torej, kako ven iz tega? No, sedaj pa prihajamo do tistih korakov, ki vam bodo pomagali, da se boste iz tega prijema kolektivne zavesti tudi nekako izmaknili, oziroma ne morajo reči ne izmaknili, ker nihče se ne želi izmikati čemurkoli, ampak presvetlili. Meni je ta izraz zelo všeč. Torej, kot prva stvar je treba ozavestiti, da se vam to dogaja, ker te veste, to, da ozavestiš, da se ti nekaj dogaja, to, da si priznaš, da se nekaj dogaja, je definitivno že polovica prehojene poti. To pomeni, če ste se prepoznali v vseh teh vrsticah oziroma vseh teh besedah, ki sem jih povedala, pomeni, da si priznate, ok, padla sem pod vpliv kolektivne zavesti, iz tega pridobim svojo informacijo, svojo izkušnjo, vendar pa ta trenutek izbiram to, da to tudi spremenim. V tem trenutku, ko pade ta ključna odločitev, ta trenutek, ko se odločite, da tega ne želite več izkušati, se energija začne že rapidno postavljati in potem jo samo še nadgradite. Druga stvar, ki je izjemno pomembna, je do določene mere, ne me vzeti narobe v kakšne ekstreme hoditi, ampak socialni umik. Socialni umik, govorim predvsem umik od tistih ljudi, ki vam ves čas to kolektivno zavest izražajo. Pa veš, kako je grozno, pa ne bomo preživeli, pa v državi se to dogaja, pa vse je propadalo, razumete? Sicer jaz bi rekla, da neko rezanje z ljudmi, ostro rezanje se mi zdi včasih resno nepotrebno. Sicer vidim ljudi, da to delajo, ampak mogoče bi pa rada povedala, da niti ni potrebno včasih za take drastične reakcije. Vi lahko ljudem poveste, da poznate informacije, da so pod vplivom kolektivne zavesti, da so padli pod negativo, zato ker veste, ljudje včasih rabijo samo slišati, da se jim to dogaja, mogoče oni sploh ne vejo, mogoče se jim zdi to povsem normalno in rečeš, veš, jaz vem, da sem enako padla pod ta vpliv, ampak želim ven iz tega in človeka povabiš zraven, vkolikor želi še vedno potem seveda svojo negativno platjo nadaljevati, potem seveda lahko človeku rečete oprosti, ampak jaz se o tem ne želim pogovarjati, nimam pa treba človeka, razumete, kar odrežite ven iz svojega življenja. Lahko to naredite na nežen način in ugotovila sem, da kar par ljudi, ki je to naredilo, je naletelo na zelo dobre odzive, oziroma največkrat tudi to, da so ljudem ekstremno pomagali. Tako, to je ena stvar. Druga stvar, potem, če gremo naprej, je definitivno, da se probajte. Saj vem, da vpliv socialnih omrežij in vseh teh spletnih informacijskih baz in tako vpliva na to, da smo prisotni pri vseh informacijah, ki nas bombardirajo vseh strani, ampak še vseeno pa mislim, da se naše socialne omrežja in vse to da nadzorovati. Vi se lahko odločite, kaj boste spremljali. Tudi recimo jaz vidim, če kdaj preletim recimo kakšno socialno mrežje, pa vidim kak negativen članek, razumete, saj mogoče za trenutek lahko vidim naslov, ampak jaz se odločim, da tega ne bom absorbirala vase in grem naprej. To pomeni, ne kliknem na članek, ne berem.
ne potenciram energije, ampak enostavno grem naprej in preberem kaj drugega, nekaj, kar me zanima, kaj v planetih, vesolju, kaj takega. To je recimo moja stvar, vi imate svoje stvari, kaj radi berete, kaj radi spremljate. Poiščite te vsebine in začnite temu slediti, vse ostalo pa za nekaj časa dajte na stran, ker sem ugotovila, da te informacije trenutno na mnogo ljudi zelo nenavadno delujejo kot magnet. Ljudje rečejo, ne želim tega brati, ampak kar pritisnem, kar začnem brati in potem odprem še en članek in še en članek in še en članek in potem si notri in potem se začne, razumete, ta neskončni krog, iz katerega je včasih malce težje izstopiti. Tako da upam, da sem vam tukaj kaj pomagala. Definitivno zelo, zelo pomembna stvar naslednja, predno vam bom prodala tudi eno zelo izjemno tehniko zaščite, je, da se zavedate, kaj pa presvetljuje to kolektivno zavest. Združevanje vseh nas je definitivno pomembno in tudi, ko so skupinske meditacije in kaj takega, jaz to čisto podpiram, ampak jaz sem ugotovila, da najboljša gradnja presvetlitve te kolektivne zavesti definitivno prihaja tako, da se vsak posameznik najprej sam postavi, ker ko si ti srečen, ko imaš ti svojo svetlobo, ko si ti dobre volje, ko ti čutiš pozitivo, upanje v sebi, to je tisto, kar potem ti definitivno oddajaš navzven in potem tisti ljudje, ki iščejo sorodno kot ti, te lahko poiščejo, pa je potem to združevanje in nova kolektivna zavest, ne? Tako mislim, da definitivno v tem obdobju bo pomembno, da se vsak postavi sam zase, to pomeni na novo, da ocenite, kaj so vaše vrednote, kaj si želite, kaj so vaše sanje, kaj so vaše želje, kaj ste želeli vedno ustvariti, dokdaj ste želeli ustvarjati, kje so vaše osebne meje in tako naprej. Torej, kdo ste vi? Veliko ljudi se trenutno toliko pogovarja o okolicah, o drugih ljudeh, ki naj bi vstopali v naše energije in smo čisto pozabili nekako na gradnjo. Ljudje so pozabili na gradnjo lastne energije in to ne želimo storiti, definitivno. Tako da definitivno je vaš odgovor v tem, da se na novo vprašate vse tisto, kaj si želite, kaj so vaše sanje in postavite v notranjo svetlobo. Sedaj pa, ko boste to postavljali, vas bo definitivno življenje testiralo, vedno to tako gre. To je definitivno še ena taka učna izkušnja za vse nas, ki smo na tem planetu, da ko se ti nekaj odločiš, veste tisto, ko se nekdo odloči, sedaj bom pa shujšal in ti vsak prinese točno tisti trenutek čokolado. Ne vem, če ste kdaj že to doživeli, jaz sem, ne? Tako da v tem primeru, ko se vi odločite za to energijo, in želi druga energija, tista temnejša, ki se zdi malce bolj v tistem trenutku znana, definitivno lahko uporabite tudi tehnike energetskih zaščit, ki vas bodo v času te gradnje nekako tudi podpirale. Sedaj bi vam rada pokazala eno kratko vajo, ki sem jo seveda naučila tudi svoje tečajnike in so bili blazno hvaležni in imajo zelo, zelo super rezultate s tem. To pomeni, če se znajdete v kakšnih energijah, pa jih nekako ne morete nadzirati oziroma so bolj negativne in tako naprej, lahko najprej doma, skupaj vam bom pokazala, naredite iniciacijo določene zaščite, katero boste na to v kateremkoli okolju postavili v 2 sekundah. Morda se sliši malce neverjetno, a vseeno. Vzemite si čas, predvajajte si lepo meditacijsko glasbo. Zelo fino je, da si prižgete kakšno svečko, morda predvsem bele barve, kajti za iniciacije so bele svečke izjemno dobre. In potem samo preprosto, pokličete nadangela Mihaela, ki je angel zaščite, in postavite takole čisto od sebe, postavite roki, potem pa prosite nadangela Mihaela, imajte zaprte oči in ga prosite, če vam postavi, lahko temu rečete kokon, balonček, meni vseeno kakorkoli, če vam lahko postavi balon zaščite, kateri bo vedno na ta gib odreagiral, kjerkoli že bo. Bom razložila naprej. To pomeni, date takole roke, zaprosite s svojimi besedami, ni potrebno, da delate na moj način. Skratka, karkoli želite od zaščite, mi vem, da smo imeli dragi nadangel Mihael, ščiti me, varuj me, vodi me, kakorkoli že. Potem postavite tako roke in si začnete vizualizirati, kako se ta kokon začne iz vrha vaših prstov, vse naokrog vas, to pomeni okrog, pod stopali graditi in to vizualizirate približno 10 minut
in si predstavljate, kako se ta kokon znotraj napolni z belo svetlobo. In v to svetlobo ne more nič vstopati, ker karkoli bi priletelo, se dobesedno od tega kokona odbilo. Tako to držite 10 minut, si vizualizirate Mihaelovo zaščito, nato pa ga s svojimi besedami zaprosite, da kjerkoli boste in boste naredili ta gib, se bo postavila nemudoma ta zaščita, ker veste, z zaščitami je tako, da jih je treba nekako na 3 do 4 ure obnavljati, to pa zaradi zakona svobodne volje, ker seveda želimo izkušati stvari, ampak recimo, če bi se znašli v negativni situaciji, če bi nekdo želel vplivati na vas, bi lahko naredili, ker veste, ljudje to ne bodo nekako zaznali, bi lahko naredili ta gib, razumete, tukaj pri sebi. In takoj, ko bi vi držali namen, takoj, ko bi se spomnili, ščit, dvigni se, bo prišel ta ščit, ki ste ga inicirali. Naredite to, poigrajte se, ni posebnih postopkov, ni posebnih besed, naredite to na svoj način. Jaz sem vam predlagala nad angela Mihaela, ampak nekateri imate druge angele, s katerimi se počutite povezane in katerega koli izmed njih lahko uporabite, vkolikor vam je srcu blizu. Tako, to je to. To je vaša zaščita in mislim, da vam bo to ekstremno pomagalo. Vesela sem, če se boste s tem nekako poigrali, poizkusili in tako naprej in mi javili vaše rezultate. Tako, to je za zaščito, vse ostalo pa seveda, kot sem rekla, gradnjo vsega tistega, o čemer smo se danes pogovarjali. Mislim, da sem vam za začetek dala kar veliko dela, tako da vsekakor mislim, da so to uspešni koraki in da se lahko skupaj potem združimo v svetlobi in Slovenijo definitivno popeljemo na neko novo raven. Zato bom vesela, če boste to delili s katerimi koli ljudmi, ki čutite, da se tudi želijo presvetliti in da bomo skupaj seveda šli v vesele praznične čase, vse taki bi tudi morali biti. To je to za danes, sedaj pa vse tiste, ki pa potrebujete nazaj svoje sanje, svoje želje, ki potrebujete občutek obilja in da je na planetu vse v redu, pa definitivno vabim, 11.11. bo ta krasen dan na planetu, 11 simbolizirajo številke manifestacije naših misli, pozitivnih misli in to se ne zgodi morda velikokrat, ampak letos se je 11.11. združuje s praznikom boginje Lakšmi, ki je boginja bogastva, obilja, sreče, veselje, svetlobe in v Ljubljani organiziram veliko meditacijo z Lakšmi, z vratmi 11.11, kjer bomo delali točno to. Presvetljevali bomo to kolektivno zavest, da se bomo odlepili, da bomo spodbudili to vibracijo sreče, ljubezni, seveda pa tudi obilja, bogastva in vse, kar zraven paše, seveda, zakaj pa ne. Več v nadaljevanju, poglejte si še seveda tisto, kar sledi. To pa je to za danes, upam, da sem vam kaj pomagalo, vsekakor vam želim, da zasvetite in da veste, kako posebni ste. Do naslednjič pa vam želim seveda lepe dneve, tako se imejte in adijo.